Najbolj me spravlja stres govorjenje pred veliko množico. Šola. Nogometne tekme. Verjetno zato, ker nimam nobene bolj stresne stvari v življenju. Želeli smo zvedeti, če je zares šola najbolj stresna, kot vsi učenci pravijo, ali je kakšna druga dejavnost. Zanimivo se mi je zdelo, kako bomo to merili. Merili so odziv telesa ob pisanju šolskega testa, čakanju na njegove rezultate ter ob igranju različnih iger. S posebnim trakom so na prostovoljcih merili električno prevodnost kože. Ta armband ni zelo težko uporabljati, daš ga na roko, seveda na golo. Ko mi postanemo živčni, se mi začnemo potiti, ker se segrevamo, ne? In potem upor mora popustiti, zato da se lahko spotimo. In zato se tudi električna prevodnost poveča. In zato smo to merili. Sodelovalo je 11 učencev, 5 deklet in 6 fantov. Te so med raziskavo tudi intervjuvali in opazovali. Gledali smo med tem, kako se mu na obrazu vidi, če se kaj trese, kriči. Tudi to se je zgodilo. Med 4 v vrsto. Pričakovala sem, da bo pri testu največja stresnost, ker se jaz nekako počutim, da je takrat. Pravzaprav pa je bila najmanj stresna. Najbolj stresna je bila igranje 4 v vrsto. Bolj stresna kot pisanje testov. Med testom so bolj pod stresu tisti, ki niso toliko uspešni ali pa ne razumejo snovi. Pri 4 vrsto so ponavadi bolj tekmovalni fantje in so zato tudi bolj pod stresom. Potrdile so se na primer strašljive igre. Res smo predvidevali, da bo ta igrica nekje vmes in je bila nekje vmes. Je bilo popolnoma odvisno, kako odreagira posamezno telo. Mladi se zavedajo, da je vzorec testiranih učencev majhen in da lahko na meritve in rezultate vpliva tudi vsakokratno počutje. A kljub temu sklepajo, da je človek večji del življenja pod stresom.